Živijo, Luka je tukaj. Današnja tema je zvin gležnja. Danes bomo pogledali nekaj takih pogostih zmot, ki se pojavljajo pri samem programu, vadbenem programu, ali potem rečemo rehabilitacijskem programu po zvinu gležnja. Seveda je vedno odvisno, koliko hud je ta zvin. Pa če malo bolj na splošno pogledamo. Ko boste gledali vaje za zvin gležnja, boste vedno najdel cel kup nekih stabilizacijskih vaj. Od stoja na nekih sonožnih podlagah, na nekih penah, do potem stoj na eni nogi, stoj na deščicah, na eni nogi žongliranja in ne vem kaj vse. Se pravi, cel kup stabilizacijskih vaj. Veliko manj poudarka pa se daje na samo mehaniko gibanja v sklepu, ker je na koncu potem pogosto večja težava. Se pravi, ni več težava v sami stabilnosti, ampak v tem, da sklep ne drsi tako, kot bi mogel. Ok, pa se zdaj pogledamo par zadev, ki so pogosto tudi zmotne pri teh stabilizacijah. Prva taka pogosta zadeva, ki se uporablja pri sami rehabilitaciji po zvinu gležnja, je tale polžoga. Ok, kaj je problem? Če stopimo gor, bomo zdaj opazili, da so v bistvu reakcije na tej polžogi precej počasne. Se pravi, ni ravno tisto, kar mi želimo po samem zvinu gležnja. Če mi hočemo preprečiti naslednji zvin gležnja, mora biti naša reakcija zelo hitra. Se pravi, se moramo hitro odzivati. In tudi navaditi se moramo, da ni se zgolj potem posledica v gležnju, da bomo preprečili zvin, ampak mora biti celo telo v bistvu tudi ustrezno natrenirano. Se pravi, ko prihaja do tega zvina, moramo mi mogoče takrat na hitro popustiti in prenesti težo na drugo nogo. Se pravi, mora biti usklajeno celo telo, ne zgolj gležen. Podobna zadeva so ponovadi te pene. Spet boste videli, reakcije so še vedno dokaj počasne. Malce hitrejše kot na bosu oziroma tem polžogi, vendar še vedno pogosto prepočasno. Zdaj, malo lahko zadevo izboljšamo, če to polžogo obrnemo na drugo stran. Tukaj boste sami videli, da v bistvu prihaja do tega, da reakcije postajajo hitrejše. Se pravi, odzivnost gležnja mora biti malce večja. Ok, se pravi, če že kaj vključujemo, mogoče obrnemo to polžogo oziroma super pridejo tudi lesene deščice, ki so ponavadi zelo odzivne. Ok, pa rečemo, zdaj smo en del tega pregledali. Zdaj gremo pa naprej na samo mehaniko. Kako bomo pogledali pa samo mehaniko? Zdaj bo to omaknili, pa gremo pogledati do steni. Se pravi, preprost test. Najprej gremo pogledati našo gibljivost. Potisnemo koleno proti steni, primerjamo to za drugo nogo, da vidimo, če sta si približno enake. Potem pa, če se vrnemo nazaj na poškodovanje gležnja. Ko mi potisnemo koleno naprej, pri tistih, ki sama mehanika ne deluje za dosti dobro, se ponavadi vtisnitev pojavlja tu spredaj. Se pravi, ko mi potisnemo koleno naprej, bomo začutili vtisnitev tu spredaj, namesto raztega na zadnji strani. Ok, da vse to še malce bolj potrdimo, če je res težava prisotna v tem predelu, lahko to sprobamo tudi potem na blazini, čisto enostaven test, usedemo se nazaj na pete. Se pravi, če smo prej opazili vtisnitev spredaj, se bo ponavadi pri tem testu pojavila podobna težava. Lahko je tu spredaj, oziroma lahko se širi tudi vzdolž goleni. Da tu preverimo, kaj je zares problem, lahko probamo na ta način. Se pravi, malo dvignemo koleno, ok. Če je vtisnitev bolj na nivoju tibialisa, bo ponavadi tukaj občutiti bolj neprijeten položaj. Če so krivi prsti, lahko v tem položaju najprej malo raztegnemo prste, lahko bo tu vtisnitev, ali pa zgolj palec. Ok, sedaj imamo v bistvu približne informacije, kaj je sploh problem pri našem gležnju. Mi lahko mesece stojimo na teh žogah, blazinah in vsem skupaj, pa naš gležnje še vedno da bo ustrezno rehabilitiran. Se pravi, če vidimo, da je težava pri katerem od teh dveh testov, najprej se moramo lotiti mehanike, sočasno s tem, morda nekaj stabilizacije tudi na teh zadevah, vendar ne pozabiti tudi na bolj kompleksne vaje. Se pravi, lahko to izvajamo na trdih površinah, lahko so to potem izpadni koraki, enonožni predkloni, potem ne pozabljati na razne doskoke, zlasti če se vračamo v nek šport. Se pravi, najprej morda samo iz izpona na prste doskok, oziroma še prej morda sonožni doskok, potem bolj dinamične stvari. To so stvari, ki nas bodo bistveno boljše pripravile na tisto, kar nas potem čaka v realnih situacijah. Če dobro mislimo, kolikrat smo se znajdemo na nekih nestabilnih površinah. Morda, kadar gremo na sup, recimo, pa tam ni nekaj nevarnosti za zvin gležnja. Ponavadi, ko smo vedno na nekih trdih površinah, tako da je veliko boljše v bistvu izvajati vaje na trdih površinah. Evo, to je, kar se tiče samega zvina gležnja, več pa naslednjič.